Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zasedanje se bo začelo v torek, 16. julija, dopoldan ob 10, ko se bo z potrditvijo dnevnega reda ustanovil oziroma konstituiral nov Evropski parlament. Sledijo volitve predsednika Evropskega parlamenta. Možno je kandidature za to mesto dati še v ponedeljek do 19. ure. Zaenkrat vemo, da je kandidatka dosedanja predsednica, gospa Roberta Metsola iz politične skupine EPP. Volitvam predsednika Evropskega parlamenta, potem sledijo volitve 14 podpredsednikov Evropskega parlamenta. V sredo potem nadaljujemo z razpravo s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom o sklepih junijskega zasedanja Evropskega sveta. Potem sledijo volitve 5 kvestorjev, potem pa popoldne najprej še izjava parlamenta, to je v bistvu nova oblika parlamentarnega dela, ki se začenja z novim poslovnikom oziroma spremembami poslovnika dela Evropskega parlamenta, ki tudi stopi v veljavo 16. julija. Predstavniki političnih skupin bodo predstavili svoja stališča do ruske agresije na Ukrajino in na to bodo poslanke in poslanci glasovali tudi o resoluciji na to temo. Potem pa popoldne sledi še potrjevanje sestave, številčne sestave in poimenske sestave članov odborov in pododborov. In v četrtek ob 9. uri zjutraj nadaljujemo z glasovanjem od kandidatki za predsednico Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Ob 9. bo imela nagovor in potem sledi razprava in potem ob 13. uri sledi še tajno glasovanje in potem v petek sledi samo še objava poimensko članov in članic posameznih odborov in pododborov Evropskega parlamenta. Članice in člani delegacij bodo znani kasneje, predvidoma septembra. Se pravi, glasovanje je tajno, kandidatka potrebuje 361 glasov, vzdržani glasovi seveda ne štejejo kot glasovi za. Če se zgodi, da ne dobi kandidatka potrebne podpore, potem mora predsednik parlamenta o tem obvestiti Evropski svet. Evropski svet ima pa potem 1 mesec časa, da predlaga novega kandidata. Je lahko isti, formalno? Mislim, ne vem, kakšen bi bil smisel, če bi dali isti. Nova pogajanja? Ne, pač to je odločitev spet. Jaz mislim, da sicer da tudi ne, ker je dobila možnost, ampak čisto postopkovno gre zadeva tako. Kar se tiče odborov, kot rečeno, v sredo bo glasovanje o sestavi, o številčni sestavi, tudi o nominalni sestavi, ki bo potem objavljena, se pravi, imena članov odborov in pododborov so znana in objavljena v petek, 19. julija, to je zadnji dan. Plenarne seje, medtem ko člani in članice delegacij bodo znani kasneje, verjetno šele potem septembra.